Obnova lokalne ceste Radna vas-Poljane. V Gorenjih Dolah odprli mrliško vežico. Semiški vinogradniki praznujejo 40 let delovanja. Lepo pozdravljeni. Občini Mokronog, Trebelno in Mirna Peč sta se lotili obnove lokalne ceste med Radno vasjo in Poljanami, ki jo zadnjih 8 let močno bremenijo tudi tovornjaki. Dober kilometer že do dobra načete prometnice bodo tako celostno rekonstruirali in zagotovili predvsem večjo prometno varnost. Po začetku izgradnje preboja v Radni vasi namreč na tej lokalni cesti vsak dan vozijo tovornjaki. Ob tem gre za pomembno prometno povezavo med kraji v mokronoški občini ter nekdanjo hitro cesto in avtocesto. Prepotrebna obnova je bila zato težko pričakovana. Da se ljudje tega veselijo, govori že ta podatek, da zelo konstruktivno z nami sodelujejo, neposredno se vključujejo v reševanje problemov, na katere naletimo, bodisi v zvezi z zemljišči, bodisi z načrtovano izvedbo. Na območju občine Mokronog Trebelno bodo obnovili 610 metrov ceste. Naložba je ocenjena na 67 tisoč evrov. Tu ni, da bomo sam preplastili, ampak bomo porezali vsaj te 3 ovinke in pa nadgradili kompletno traso z tako imenovano sendvič izvedbo, to je s tamponom, na katerega bomo potem dali asfalt. Na območju mirnopeške občine pa bodo obnovili 450 metrov ceste. Za naložbo bodo šteli slabih 47 tisoč evrov. To cesto je bilo potrebno urediti, ker je tam v bližini bil tudi kamnolom, kjer so bila težka vozila in se je zelo uničila. Tako da smo že kar nekaj časa pripravili sporazum in v letošnjem letu tudi dorekli sporazum in mislim, da bo v juliju ta cesta tudi obnovljena. Obnova tega cestnega predela je bila tudi za mirnopeško občino ključna, saj je bilo cestišče že zelo poškodovano. Že parkrat je bilo potrebno nekaj pokrpati, vendar to krpanje ne daje neke kvalitete, tako da smo resnično pristopili k popolni preplastitvi. Po celotni dolžini bodo sicer uredili tudi drenažo. V času del, ki bodo v celoti predvidoma zaključena do sredine avgusta, pa promet s semaforjem poteka izmenično enosmerno. Le med asfaltiranjem bodo cesto tudi zaprli. Ker stari poslovilni objekt v Gorenjih Dolah, zgrajen pred 30 leti, še zdaleč ni več ustrezal današnjemu standardu in normam, je občina s pomočjo krajanov pristopila k njegovi temeljiti prenovi. V okviru Knobleharjevega so sodobno urejeno vežico včeraj slovesno predali namenu. Odprtja prenovljenega in dozidanega poslovilnega objekta s kuhinjo, sanitarijami in urejeno dovozno potjo so se udeležili številni vaščani Gorenjih Dol. Dolgo pričakovana naložba je skupaj stala 70 tisoč evrov. Tega je 50 tisoč občina, nekje 12 tisoč sami občani od grobnih polj, seveda nekaj je bilo pa vključenega tudi sponzorskega dela, tako izvajalca, tesarstva, kot i vseh njegovih podizvajalcev. V škocjanski občini so tako s skupnimi močmi poskrbeli še za zadnji temeljite prenove potreben poslovilni objekt. To je uspešno bilo izvedeno in jaz mislim, da zelo sovpada v našo to krajino, tako da objekt ni moteč, ni visok. Veste, tukaj smo znani po tem našem dolskem koncu, ki zajema več zaselkov, da radi pristopimo k takim udarniškim akcijam, če lahko rečem po domače. Se pravi, že kot je omenil župan, smo bili zelo aktivni pri gradnji gasilskega doma in se enostavno to preneslo tudi tukaj gor, tako da ljudi ni problem dobiti. Izvajalec del je vsa potrebna gradbena dela končal že lani, uporabno dovoljenje pa je občina pridobila v začetku tega leta. Prvotna projektna dokumentacija novomeškega podjetja, ki danes ne posluje več, se je sicer izkazala za neustrezno, zato je bila tudi po zaslugi vaškega odbora deležna kar nekaj sprememb. Gradbeni del ni bil dobro razdeljen, zato smo mogli sami se poglobiti v popis del in iz tistega popisa, ki je pač bil zajet v projektu, narediti zadevo optimalno, se pravi zadevo izboljšati, pa tudi določene anomalije smo popravili. Pred slovesnim prerezom traku je svetomaš daroval škocjanski rojak, beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ki je opravil tudi blagoslov prenovljenega poslovilnega objekta.
Na letošnjih dneh tehnike bodo že šestič zapovrstjo pokazali kmetijske tehnike, tokrat z področja vinogradništva. Dogodek bo v soboto na kmetiji Žaren v Leskovcu pri Krškem. V Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto želijo skupaj s proizvajalci, trgovci in vinogradniki prikazati kmetijske tehnike za nego in varstvo vinogradov. Predstavili se bodo tudi ponudniki fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in trsnih cepljenk. Gre za demonstracijo, kjer se v naravnih razmerah lahko vidi prednosti in slabosti kmetijske tehnike, kaj ta kmetijska tehnika zmore. Predstavilo se bo 18 ponudnikov kmetijske tehnike, ki bo pokazalo kmetijske stroje in opremo. Namenjene sajenju vinske trte, obdelavi tal v vinogradu, tako v medvrstnem kot tudi v vrstnem prostoru. Prireditev bo namenjena tako velikim kot tudi manjšim vinogradnikom. Namreč na prireditvi bodo prikazani tudi ročno orodje in pa manjša tehnika, ki omogoča obdelavo tudi na bolj razgibanih terenih. Velik poudarek bo tudi na ekološkem vinogradništvu in varstvu pred škodljivci. Poskušamo iti v korak s časom in tudi pravzaprav dati določene izkušnje in določene smernice za ekološko pridelavo grozdja in vina. Do konca junija je sicer še možen vpis vinogradov v evidenco, še dodaja direktor. Letos mineva 40 let, odkar so semiški vinogradniki začutili potrebo po organiziranem delovanju in pripravili prvo razstavo vin v Semiču, ki je pozneje prerasla v festival Vinska Vigrad v Metliki. Jubilej so obeležili s slovesnostjo, združeno s praznovanjem Dneva državnosti. Pred 40 leti so s polnimi kozarci nazdravili Društvo vinogradnikov Bele krajine, ki si je za cilj zastavilo izboljšati kakovost belokranjskih vin. Z izobraževanjem in organiziranim delovanjem so ta cilj dosegli. Zagotovo je belokranjsko vinogradništvo in vinarstvo v špici slovenskih vin po kakovosti in tudi to se nenazadnje pozna po številnih priznanjih doma in tudi v tujini. Je poudarila slavnostna govornica na prireditvi, prepričana, da bi se manjši vinogradniki morali povezovati za skupni nastop na trgu. Tržina ne more biti brez organiziranosti, tako da mislimo, da moramo stopiti skupaj. Tega se zavedajo tudi semiški vinogradniki, ki pa pričakujejo tudi večjo pomoč države. Država je zelo kruta. V Avstriji dajo za take površine, kot je belokranjsko vinogradništvo, enkrat več donacij kot za ravninske. Mi tega še nismo dobili. In ker nismo dobili, se sekajo vinogradi. In če ne bo država pristopila zelo hitro, potem bo ta naša sedaj še kulturna krajina postala divina. Tudi pri nas imamo večje podpore in posebne dodatke za vinograde, za območja s težjimi pogoji, za strme vinograde, za strme površine. Ampak seveda, tudi če so subvencije, če so površine majhne, potem je tudi subvencija majhna in te podpore so res bolj v korist, ali pa bi rekla, bolj se poznajo pri večjih površinah. Na slovesnosti so razvili tudi prvi prapor Društva vinogradnikov Semič in nanj pripeli 14 donatorskih trakov ter podelili priznanja dolgoletnim članom društva. Še posebej pa so se za strokovno pomoč zahvalili dr. Juliju Nemaniču ter predano delo Janku Bukovcu, sedanjemu predsedniku Društva vinogradnikov Semič in pred 40 leti prvemu predsedniku Belokranjskega društva vinogradnikov, ki je prepričan, da bi morala danes 3 belokranjska društva vinogradnikov več sodelovati. Predvsem na področju izobraževanja, na področju prodaje, menedžmenta in uvajanja novih spoznanj, ki so danes tako hudo potrebni. Pravi Bukovec. Vse je bilo v znamenju številke 3. Tretji triptih, ki so ga več kot mesec dni ustvarjali 3 novomeški alternativni umetniki, Igor Obradinovič, Nejc Smodiš in Sebastian Šeremet, je bil na dobrodelni dražbi prodan za 3300 evrov. Sliko je kupila Vesna Kaštrun iz Moravskih Toplic, celoten izkupiček pa bo namenjen družinam v stiski. Ne le 3 umetniki, ampak vsa ekipa novomeškega Sokolca, ki je 5 tednov dihala s tem projektom, je bila nad zaključkom akcije navdušena. To je samo vrh ledene gore danes in težko bi govoril, ko se počutim, ker moram skalkulirati, koliko smo vložili, ampak absolutno, predvsem sem vesel zato, ker
je Novo mesto in okolica je pokazala, da cenijo to, kar delamo. Pred dražbo tudi sami niso točno vedeli, kaj lahko pričakujejo, še posebej, ko se bojujejo z občino glede uporabe najstarejšega narodnega doma v Sloveniji. Ne pomaga pri motivaciji, ko imaš ves čas v mislih, a bo šel česa, ne. Jaz mislim, da imamo eno zmago, nimamo pa še kulturne vojne dobljene, tako da borimo se še za prostor, vztrajamo na tem, da delamo umetnost, dokler lahko. Vsi trije umetniki so imeli pri ustvarjanju precej proste roke, na začetku so določili le barvno paleto. Ljudje, ki so prihajali, ti dajo določene občutke, določeno motivacijo in ideje in potem sproti rata in je težko reči, kaj predstavlja. Po eni strani pa tudi bolj, da si lahko vsak sam interpretira zadevo, je bolj korektno, kot da pa jaz vseljujem svoje mnenje. Slikarstvo ponavadi ni timsko delo, ampak delajo slike posamezniki. Prav v tem, da pa so trije slikarji delali na enem projektu, pa je ta posebnost in moram reči, da jim je to zelo dobro uspelo. Še enkrat vnovič je umetnost dokazala, da ima neverjetno moč. Projekt Dobrodelni triptih pa bi na željo umetnikov in vseh ostalih lahko postal vsakoleten. 26. junija 1949 je bil ustanovljen Posavski muzej Brežice. Ob rojstnem dnevu so sinoči odprli medinstitucionalno razstavo Romula odsevi rimskega stekla. Takratna Romula, ki je imela vlogo rimske obcestne postaje, je danes poznana kot Ribnica na Dolenjskem. Grobne in naselbinske arheološke najdbe so v Ribnici prihajale na dan že ob gradnji nekdanje magistralne ceste Ljubljana-Beograd v poznih 50 letih prejšnjega stoletja. Omenjena razstava pa prikazuje le delček bogatih odkritij, saj se je osredotočala na steklo. In nas skozi rimsko steklo Romule od 1. do 4. stoletja praktično popelje skozi vso tehnologijo proizvodne stekla, skozi historične te prereze, kako se je tehnologija, potem kaj je steklo v antiki pomenilo. Torej gre za lepe vrhunske izdelke iz delavnic iz celega imperija, ki so prihajali v to najdišče. Tu so primeri zgodnjega rimskega stekla, imamo tako steklo izdelano v kalupu, kot steklo pihano v kalup, kot prosto pihano steklo. Med predmeti so bogato zastopani izdelki in oblike namiznega posodja, posode za shranjevanje in transport, nakit in drugi predmeti. Med redke najdbe sodijo posode z imeni mojstrov. Čašo izdelovalca Eniona so našli tudi v Ribnici. Ki je prišla iz delavnic iz verjetno bližnjega oziroma srednjega vzhoda in je bila razširjena po celem imperiju kot nek vrhunski prestižni steklarski izdelek. Razstava je nastala kot plod sodelovanja Posavskega muzeja Brežice, novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. In njene dekanje, profesor dr. Irene Lazar, ki je pa vrhunska strokovnjakinja za antično steklo in tudi glavna avtorica razstave in avtorica besedil. Razstava bo na ogled do konca leta 2018. Danes mineva 26 let, odkar se je začela 10-dnevna vojna za Slovenijo. V spomin na takratne dogodke in odločenost varovati državo, policisti na današnji dan praznujejo Dan slovenske policije. Hvala za pozornost in lep večer.